Pred kratkim je minilo 90 let od rojstva Ivana Minatija, ki se je rodil 22. marca 1924 v Slovenskih Konjicah. V eni izmed pesniških zbirk Pa bo pomlad prišla, kjer prevladuje erotična lirika z impresionističnimi podobami narave in je prisoten značilni notranji mir, je tudi naslovna pesem Pa bo pomlad prišla. Pa bo pomlad prišla z oblaki šumečimi, pa bo pomlad prišla z rožami rdečimi, s tistimi rosnimi, mladimi rožami. O, kak se po rožah tožimi. In ravno v tem prebojajočem se pomladnem času in v počastitev dneva žena in ob materinskem dnevu je Konjičanom in drugim obiskovalcem na ogled razstava članic Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice z naslovom Pa bo pomlad prišla z rožami rdečimi. Za vse ljubitelje umetnosti in dišečih pomladnih rož je razstava likovnih del na voljo do konca aprila v mali avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah. Današnja razstava je posvečena mamam, ženskam in pa seveda vsem obiskovalcem. Žal nas danes ni tako veliko, pa kljub temu ljubitelji lepe umetnosti smo danes pod streho Centra za kulturne prireditve, ki nam z veliko žlico ali pa veliko mero odmerja sodelovanje, da smo lahko dobivamo brezplačno na takih prireditvah, da lahko damo poudarek svojemu delu. Dela, s katere so ustvarjena s trudom in pa seveda s svojo srčnostjo, si zaslužijo tudi pravilno razporeditev, pravilno razstavo in pa predstavitev širši javnosti. Današnjo razstavo smo poimenovali Pa bo pomlad prišla z rožami rdečimi. Tako je napisal naš rojak Ivan Minati in naj bo danes nekakšna rdeča nit današnjega srečanja. Današnji dan pa nas bosta popestrila učenka in učenec glasbene šole. Njun mentor je profesor Janez Zavec, zaradi učnih obveznosti pa ni prisoten. Kljub temu pa mu je za trud Arpad podaril grafiko, ki smo jo že izročila. Danes se nam predstavlja Diana Lešnik. Učenka 3. razreda klarineta, zaigrala pa nam bo skladbo Jureta Robežnika, Ti si moja ljubezen, posvečena narodom. Izvolite, prosim. Učenec 4. razreda saksofona, zaigral pa nam bo skladbo Mojmira Sebeta Zemlja duša.
1524 pa je bil rojen Ivan Minati, častni občan našega mesta, pesnik, esejist, predavalec in prijatelj Konjičanov. Tjaša Kangler, vodja turistično-informacijskega centra, je v svojem uvodniku v Novicah napisala o Ivanu Minatiju takole. Malo po koledarskem prihodu pomladi v naše kraje je na Celjski 10 v Slovenskih Konjicah pred natanko 90 leti pričelo biti srce velikega slovenskega pesnika, prevajalca in urednika Ivana Minatija. Ne on sam, ne pomladni veter, ki je takrat vel po konjiških ulicah, nista vedela, da se bo to rojstvo z zlatimi črkami zapisalo v srca Konjičanov in zgodovino našega mesta do te mere, da se bo čez desetletja sem vračal kot častni občan Slovenskih Konjic, da bo veličina njegovih del v nas pribujala patriotski ponos do domače druge in da bomo obiskovalcem blizu in daleč na glas pripovedovali o tem posebnem človeku, rojenem v našem mestu. Že kot 5-letni deček je zapustil Slovenske Konjice in se starši preselil v Slovengradec, kasneje pa mu je kruh rezala Bela Ljubljana. Njegove načrte, da bi postal zdravnik, je prekrižala vojna in študija medicine ni končal. So pa vojne grozote še intenzivneje prebudile pesnika v njem in po koncu vojne je diplomiral iz slavistike na Univerzi v Ljubljani. Literatura je bila odslej nekova zvesta spremljevalka. Poklic in intimna ljubezen do stihov sta se prepletla v njegovo življenjsko zgodbo. Zgodbo, ki jo je predvsem v zadnjih letih svojega življenja delil tudi z nami, Konjičani. Srečevali smo ga lahko na naših kulturnih prireditvah, na sprehodi skozi mesto, med vidnorodnimi griči, rad je imel njega, nekoga, rad je imel naše Konjice in mi smo imeli radi njega, nekoga moraš imeti rad. Pomladi, ko bodo prihajale od tistega usodnega 9. junija 2012, ko se je zavedno Konjiške ulice in v srca Konjičanov njegovega spomina prihajajo z oblaki šumečimi, z rožami dehtečimi, s tistimi rostnimi mladimi rožami, ki bodo v naših srcih vedno cvetele njemu v spomin. Zdaj pa pričakujem našega predsednika. Ajde. Dobar večer. Dame, lepo pozdravljene. Čestitke ob vašem prazniku, materinskem dnevu žena. Tudi so rožice, ki bi tako lahko pobožale. V Sapulski in ogledu razstave, bomo pa fantje malo imeli, tukaj je dana povedala že na začetku. Vabim vas, da si gledam skupaj vaša dela.